Živjo. Danes hiter skok na planino nad Vrhniko. Začnemo iz Betajnove, iz parkirišča in takoj nas table usmerijo na gozdno pot, po kateri nadaljujemo uporabljaj označene poti. Poti so markirane. Pot nas hitro pripelje do asfaltne ceste, po kateri nadaljujemo levo. Po približno 300 metrih asfaltirane ceste prispemo do odcepa, kjer nas table usmerijo desno na gozdno pot. Pot se pridruži Makadamski cesti, kjer nas tudi markacije usmerjajo desno. Prispeli smo do razpotja, lahko bi nadaljevali pot po levi, kjer bi bila nekoliko lažja, mi pa nadaljujemo po desni, kjer je malo težja pot in se bomo verjetno vračali po lažji poti. Pot je čudovita, spremljajo nas zvoki ptičev. Prispeli smo do novega razpotja, kjer se nahaja tako imenovana županova klop. In se lahko odločimo, ali bomo zavili levo po lažji poti ali desno po težji poti, čez špico. Mi nadaljujemo desno po težji poti, kot je že žena omenila, čez špico. Ponovno smo prispeli do razpotja, po katerem nadaljujemo levo v hrib. Pot je čudovita, na njej srečamo kar nekaj pohodnikov. Prispemo do klopce, špica, kjer nas puščice usmerjajo proti stolpu. Pred nami je novo razpotje, obe poti sta pravi po želji. Približujemo se že vrhu, Koči. Danes so malo bolj počasni, ker je res veliko ljudi in je snemanje oteženo. Potrebno je počakati, tako hodimo danes že 35 minut. Običajno smo v pol ure že na vrhu stolpa, vendar pa res je veliko ljudi in posnetki so zahtevni. Težko je posneti nekaj lepega. Če lahko govorimo za Šmarno goro, da je Ljubljanska promenada, potem lahko za planino nad Vrhniko trdim, da je Vrhniška promenada. Vidi se že hiša, Koča planinska. Smo tudi na lokaciji razpotja, kjer lahko izberemo lažjo ali težjo pot. Mi bomo za dol izbrali verjetno lažjo, da si prihranimo kolena. In gremo veselo proti
planinski koči. Do vrha stolpa na planini smo potrebovali 37 minut, razdalja je bila 2,27 km, višinskega vzpona pa 420 metrov. Pot bi lahko nadaljevali tudi čez Star Malm, ki je čudovita pot. Vrednost je ogledati tudi sam Star Malm. Vendar, ker je začelo rahlo kapljati, ga šibamo nazaj, kot sem že prej omenil, po lažji poti, da prihranimo kolena. Tako se na razpotju sedaj držimo desno. Tudi po tej poti prispemo do klopce pri Bukvi, zato se tudi pot imenuje tale mimo Bukve, prejšnja pa čez Špico. Tudi tukaj se lahko odločimo in izberemo pot proti Staremu Malnu. Najbolj utrujeni pa se lahko tukaj malo spočijejo. Lepa pot, še lepši so pa razgledi, ki se nam odpirajo. Čisti užitek. Fanta naj jo čakata. Res tako dve gazeli. Tale lažja pot se večkrat zravna. Je pa malo daljša. Pa ne veliko. Prispemo do razpotja, kjer se lahko ponovno odločimo desno ali levo. Mi gremo levo, ker nam je malo lepša. Obe sta pa lahki. Tista je brez skal. Tam ni toliko kamnita, skalnata. In na koncu se združita v eno. In ravno kar smo se pridružili poti, kjer smo prej mi zavili desno. Na planino se podal, da bi lepote nje občudoval, ko zapuščal njene boš poti, odnesi s sabo še smeti. Mi danes zaključujemo svoj pohod. Smo uživali, vreme je vzdržalo, malo so nas kapljice opozorile, ampak ni bilo kaj hujšega in se že veselimo novih pohodov.